Ampak najprej pa je seveda čas za našo četrtkovo rubriko Mars in Venera. Lep pozdrav, kolega David. Ja, dobro jutro. Kako sem te vesela in danes smo eno tako odlično temo. Odlična tema, predvsem za nas moške gledalce oziroma za tiste, ki stojite na moji strani, ker mislim, da danes bo pa izenačenje. Bomo videli. Zdaj ti vodiš v najinih debatah. Poveva, o čem se bova pogovarjala? Dejva, kratko in jedrnato, poroka ali koruzništvo. Poroka ali koruzništvo. Ja, najbolje, da kar stopiva na vsak na svojo stran. Vidim, da imaš danes prstan na roki, sicer ni tisti pravi, ampak je pa na pravem prstu. Samo modni dodatek, ne? Modni dodatek, ja. Skratka, ti boš danes zagovarjal... Zdaj te kamera kaže ta prstan, tako da ga lahko pokažeš. Ne, ni poročni prstan, ampak jaz pa za razliko od Špele imam poročni prstan na svoji... Tako da David danes zagovarja poroko, jaz zagovarjam koruzo, oziroma tukaj si pač nekako deliva mnenja. Seveda pa je zelo pomembno tudi vaše sodelovanje, ampak še preden vam razloživa ponovno vse telefonske številke za glasovanje, morava povabiti še najino gostjo, ki bo danes komentirala poroko ali koruzništvo tudi strokovnega stališča. Ja, Alja Fabjan je z nami, psihoterapeutka, lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav, živijo. Ja, da ne bova midva samo z najinimi komentarji oziroma vsemi raziskavami, ki jih imava tudi danes pripravljene za ali proti, a poveva še telefonski številki in pa glasovanje. Kako sodelujete torej vi gledalci, ne? Pošljete SMS na 041 300 007 z besedo Mars, če ste za poroko, ali 041 300 007 Venera, če ste za koruzništvo. Glasovanje je seveda brezplačno, plača se le SMS po ceni operaterja. Vesela pa bova seveda tudi vaših klicev in vaših komentarjev iz vsakdanjega življenja. Ti pa so potem še običajno največja popestritev. 0 475 20 20 in 0 475 20 21 sta naši telefonski številki. Ok, Špela, jaz imam že prvo raziskavo, kar se tiče koruzništva in poroke, in sicer, glej, več teh raziskav kaže in tudi Washington Post je o tem poročal, da pari, ki so poročeni, živijo dlje kot neporočeni. Jaz pa temu dodajam, da ni nujno, da živijo srečno, samo živijo dlje. Kvantiteta v primerjavi? Ja, je tudi kvaliteta pomembna. Mogoče pa nekdo živi 3 leta manj, ampak ni poročen, je na koruzi pa je veliko bolj srečen, pa je tukaj kvaliteta v spredju. Ne vem, bo kakšen komentar? Že v četrti rubriki si začela dajati dobre argumente, kar je super. Bo mogoče še Alja Fabjan dodala tukaj, kaj smo res lahko dlje živimo, če smo poročeni, res lahko to vpliva na dejansko na življenjski staž. Še en hec na to temo je, da mogoče se jim zdi dlje, ne? Jaz mislim, ne vem, sicer glede na raziskave, kako kaže, ampak jaz mislim, da ni tako pomemben zdaj ta pravno-formalni status zvez. Bolj je pomembno, kaj se v zvezi dogaja. Je prsten, ni prsten, bolj pomembno je, da partnerja delita da imate neke skupne vrednote, skupne cilje, se recimo strinjate o tem, kako boste preživljala prosti čas, ker recimo, če nekdo želi vsak vikend iti na Triglav, nekdo pa želi ostati na kavču, bo to malo težko šlo. To poroka ali ne poroka problem, ne? Dajmo vprašati še oziroma poslušati, kaj menijo naši gledalci. Dobro jutro, kdo je z nami? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Rada bi poslušalka iz Ljubljane. Rada bi vam rekla za tole vaše, ali kako se reče po naše, koruzništvo ali zakonska zveza. Poglejte, koliko je bilo zakonskih zvez sklenjenih, na tisoče evrov so dali, potem so se pa čez 2-3 leta ločili. Zakaj? Nekdo, ki se spoštujeta med sabo, ni potreba, da gresta pa se razkazujeta kakšno poroko, pa da jih tam poroča ne vem kdo v cerkvi. Važna je medsebojno spoštovanje. Če ni medsebojnega spoštovanja, potem naj ne gresta skupaj in naj nimata otrok. Ker če ni medsebojnega spoštovanja, potem tudi pri vzgoji otrok ne bo sreče, pa ne bo uspeha. Ja, spoštovanje in ljubezen. Jaz sem to, ti si ono, to, ono. Če se spoštujeta, se znata med sabo pogovoriti, je najlepše. Hvala za vaše mnenje. Pa preden nadaljujeva z Davidom z najinimi argumenti, mogoče še beseda še nekomu. Dobro jutro. Halo? Ja, pozdravljeni, povejte. Ja, dobro jutro. Poslušam tole oddajo.
Poglejte, bom rekel, jaz imam le že 42 let zakona za seboj. Lepa. Vse lepo in prav, a ne, čujete, problemski tako ali problemski drugače. Jete, jaz osebno tudi v svojih letih nimam nič proti, a je nekdo poročen ali ne. Glede, veste, kje jaz vidim največji problem pri otrocih, a ne? Ker pol pride, jaz imam primere, poznam, a ne? Ja, pri mamici imam to, pri partnerju od mamice imam pa to, pri očeti pa to. Veste, potem otrok ima različne priimke in jaz vidim, vsaj pri tej deklici, da je dejansko malo razbegana in vidno pravi, in zanj me rekla, veš pravi, kjer oddajo imam jaz zelo rada, sem ga, kjer pa moji, tvoji, najini. In veste, mene je ker mal šok, ampak gledajte, tako je. No. Gledajte, jaz sem pa za poroko, gledajte, je pa tako, če sta dva za skupaj, če imata potrpljenje, je v redu, koliko ni. Je pa res, da mladi nimajo potrpljenja, ker je pri mladih prvo karijera, potem pa vse ostalo. To je moje mnenje. Ja, hvala lepa za vaš komentar. Mogoče bo držalo, ne, da mlajša generacija nima toliko potrpljenja, ne, zato mogoče tudi porast ločitev. Ampak jaz bi, preden nadaljujemo, ti dala naslednjo iztočnico, David, zakaj jaz mislim, da je koruzništvo čisto dobra zadeva. Ne? No, povej. Zato, ker se mi zdi, da se potem poročeni pari kar malo po domače rečeno zazihrajo. Ne? Aha, zdaj sem pa poročen, si dovolijo več. Nekako se mi zdi, da potem mislijo, zdaj ga pa imam, je tukaj. Pa ga ne morem več zgubiti. Ne, sem poročen, ne da se mi recimo čez postopek ločitve, pa je to treba na sodišče, pa pravno, pa tako naprej. In se mi zdi, da mogoče se vseeno s poroko izgubi tisti delček, no, ki ga imaš mogoče kot življenje na koruzi, ko se bolj trudiš za partnerja. Meni se pa zdi, da ravno s tem daš eno obljubo več, da daš večjo težo na samo partnerstvo, ga dvigneš na višjo raven in s tem tudi preden greš v poroko, moraš malo več premisliti o tem. Mogoče pri tebi ne beseda ne velja dovolj, pa radi še papir, ne? Alja, mogoče da uskočite, ker David razmišlja, kako mi bo vrnil. Rabim malo več časa, je res. Ja, mogoče je, ne, poroka, se pravi, da predvsem mi povemo, ne, jaz sem pa zdaj zavedno tvoj in v dobrem in v slabem, je nek občutek, prinese občutek večje varnosti. Absolutno, s tem, da vemo, ta varnost je lahko včasih blažna, ne? Tudi porast ločitev in tako. Pa še nekaj je, velikrat partnerji zelo polagajo neko preveliko upanje na to, da bo poroka mogoče rešila ali pa izboljšala odnos. Tukaj je velikokrat ogromno razočaranje potem, ko vidijo, da v bistvu papir ne spremeni veliko ali pa ničesar ali pa stvari še poslabša. Da je mogoče tisto vznemirjenje tisti dan ali pa priprave, potem pa takoj po poroki pa sledi spet realnost, ne? Ja, ampak tudi v navadnem partnerskem odnosu, a ni tako, da po nekaj časa se človek, zdaj ne rečem jaz ali pa ti, ampak se ne trudi več toliko, kot se v prvih tednih zaljubljenosti, pa se mora kdaj malo brcniti v rit, da malo več energije v samo zvezo, malo razmisliti. Se to ni samo pri poročenih ali pa nepriporočenih. Ja, to je velika past, ne? Da se ujamemo v to past samoumevnosti. Ti si moj in to je neka garancija, sej tukaj res ni razlike poročen, neporočen, to mora vsak pri sebi se zelo opazovati, se truditi, se ujeti pri tem, da jemlje partnerja recimo že kot samoumevnega in tudi potem iz sebe izhajati nekaj narediti na tem. Telefoni bodo menda pregoreli, tako da se veselim vaših mnenj in zgodb, poroka ali koruzništvo. Kaj je vaše mnenje? Dobro jutro. Dobro jutro. Kdo nas je poklical? Halo? Halo, ja. Pozdravljeni. Se slišimo. Dobro jutro. Poroka ali koruzništvo? Če je ljubezen pa spoštovanje, je poroka ta prva stvar. In jaz večno vam povem, samo če je prava. Če ni prava, ja, potem je to slaba poroka, ne? Slaba popotnica. Tako, ampak to je najlepši dan v življenju. Še eno vprašanje. Kako pa veš, recimo za tiste, ki so zaljubljeni, pa ne vejo, a se poročiti, kako pa veš, da je poroka ta prava stvar, če se ne poročiš? Ja, tukaj časa imaš prej na probi, ne? Hvala za mnenje, še en telefonski klic vzamemo. Hvala, Dio. Dobro jutro. Halo? Se slišimo, povejte. Dobro jutro. Pozdravljeni, kar povejte, utišajte televizijo, pa se pogovarjate poslušalki, sicer bo odmevalo. Ja, dobro jutro, gledalka iz Kamnika.
jaz sem 43 let že na koruzi. Pa ne vem, če bi bilo kaj drugače, če bi bila poročena. Tako da mislim, sonce, dež, se meša, ampak pravijo za vsakmu dežjem posije sonce. To pa Tako zagotovo. da ne vem, če bi bilo kaj drugače, če bi bila poročena. Dobro. Hvala lepa, lep dan, adijo. Hvala, nasvidenje. In tudi naša anketa kaže, da smo zelo, zelo blizu Špela. Poroka ali koruzništvo. Tako izenačene še nisva bila, ne? 55% za poroko in 45% Ja, malo več pa se še koruzništvo. vedno za poroko, ne? 45% trenutno za koruzništvo, tako da še vedno čakava vaše glasove na naši telefonski številki. En kratek predah, potem pa seveda se vrneva z najnimi argumenti, še nekaj časa imam, da pripričam Davida in seveda vas gledalci, da koruzništvo je čist fajn. Ja, srečno. Ja, smo že nazaj danes v Veneri in Marsu, razglabljamo o tem, ali ste za poroko, ali ste za koruzništvo, Špela za koruzništvo. Ker pač nisem poročena, ti pa si, A te ne? nič ne žul. In pa jaz za poroko. In seveda smo veseli vaših mnenj in klicev nič 1 475 20 20 in nič 1 475 20 21. Seveda imamo tudi na nek način anketo med vami. Lahko date svoj SMS na nič 41 300 nič 7 z besedico Venera, če ste za Špeline argumente, oziroma Mars, če ste za moje. In pa seveda prej smo pogledali, da je 55 proti 45 rezultat in glasovanje. Je tesno. Tesno. Komaj čakam in umiram od radovednosti, kakšen je tvoj naslednji argument Moj naslednji za argument poroko? za poroko je povsem praktične narave. In sicer, ko greš na potovanje, pa če se odpravljaš v kakšne arabske, morda celo manj razvite države, te že na letališču malo čudno gledajo, če si par, pa imaš recimo različne priimke ali pa nisi poročen, še posebej pa te grdo gledajo, če recimo bukiraš v hotelu sobo, pa je zakonska postelja, ti pa si koruznik. Tukaj bom tvoj argument kar takoj zavrgla, ker sem že kar precej prepotovala po svetu, pa se mi še niti enkrat ni zgodilo, če sama potuješ, se ne, da to bi me tudi ne nekdo more drugače sprejemal ali obravnaval, zato ker imam drugačen priimek kot moj partner. Ja, ampak veš, v 5-zvezdničnih hotelih ponovadi ne komplicirajo. Ja, to pa ni res, tudi v Pa v hostlu te noben, šotori. ker to ne gleda. Zdaj smo pa Tako da nazadnje ta v tvoj hostlu. argument ne pije vode, A no. v hostel greš tudi? Če treba, sem tudi šla, ja, ko sem bila mlajša. Ko si bila Zdaj mlajša, sem to že je malo bilo bolj pa že komot. kar nekaj let nazaj. Ja, ne vem, no, če je to s priimki, bom rekla, a je to res taka prednost, ne? A se res poročimo samo zato, da se isto pišemo, pa da nam je potem lažje, da nas dojemajo kot par, ne? Saj glavno, da se... Ne poročimo da se zato, da bi nam bilo lažje, ampak je pa to eden izmed bonusov, ki Ti si se pride s poročil zato, poroko, ker si rekel, da je to praktično. Ali lahko misliš gosti, da pove? Ja, verjetno tukaj nekaj argumentov tudi drži, da je malo bolj praktično. Ne? Nekje bi lahko bile komplikacije, pa zdaj, če smo poročeni, imamo isti prijemek kot oba partnerja, tudi kot otrok, potem se temu izognemo. Mislim pa tudi, da se strinjam tudi Špelo, da je vedno manj tega. Ne? Da je vedno bolj tudi, jasno, še vedno malo kulturno pogojeno. Zdaj v naši zahodni družbi je vedno manj tega, ne? Vedno manj pritiska ali verskega ali neke tradicije, ne? Na to, da bi samo poročeni pari bili tisti, ki nimajo to vrstnih problemov. Ampak ja, se mi zdi, da nasplošno pa vedno manj. No, ampak ko smo ravno pri priimkih, ne moram mimo tega, ne, da sama recimo se ne bi odločila za poroko, če bi partner pogojeval, da sprejmem samo njegov priimek. Ne. Jaz sem vedno recimo razmišljala o tem, da lahko ga dodam, ampak bi mojega obdržala. Da bi pa mojega izpustila, pa samo dodala njegov, ne vem. Ne, to se strinjam. pa ne To je počutim. priimek, je del identitete. Pri nama sem jaz zelo vesel, da je Ajda vzela tako mojega in ohranila svojega, ker pač ženske zdaj v tej dobi, včasih je bilo mogoče malo drugače, ampak v bistvu vso kariero, ki jo gradiš, vsa poznanstva in mislim, da
moraš to identiteto tudi na nek način ohraniti. Ali se motim? Se pravi, sva celo našla točko, v kateri se strinjava. Kdo bi si mislil? Ampak ne strinjava se pa tako, da bi lahko rekla, da sva stopila na stran drugega. Imamo telefonske klice, še da slišimo, kaj gledalci pravijo. Dobro jutro. Ja, dober dan. Dobro jutro. Povejte. Slišimo? Seveda, kaj povejte? Ja, Božidar iz Maribora. Veste, vprašanje, ali poroka kaj spremeni, poroka je obred. Zdaj pa obred pa nima smisla, če vzadaj ne stoji nekaj realnega. Namreč nekdo misli, da lahko neki blagoslov tam v cerkvi oziroma prisotnost duhovnika kaj spremeni. Važno sta ta dva. Ali ta dva resno mislita, ali tisto obljubo poročno tudi resno mislita. Poroka je v bistvu obljuba. Jaz ti nekaj obljubim in ti meni nekaj obljubiš. In te obljube se je potrebno držati. Namreč vsi čakati, kdaj bo obred nekaj naredil, je popolnoma nesmiselno. Midva, ki se tam stojiva, midva sta tista, ki ustvarjava vse skupaj. Tudi duhovnik je prišel tja na najno pobudo. To se pravi, ne čakati, kaj bo, če mi paše, mi ne paše. Zakon je nekaj, kar je naloga, ne pa nekaj, kar mi preleti iz neba. Se pravi, midva skupaj gradiva poroko oziroma gradiva najin odnos. To je tisto. In midva morava nekaj narediti. In še nekaj, koruzništvo ali poroka. To je čudna dilema. Jaz bi rekel, ali ljubezen ali pa bla bla bla. To se pravi, ali mislim resno, si za to se prizadevam, ali pa mi je vse eno oziroma delam, kar mi paše. To se pravi, naloga je na moji strani. Jaz moram narediti, midva morava narediti nekaj. In midva gradiva in to v imenu najine ljubezni, v imenu poštenja, v imenu tega, kar sva si obljubila in v imenu najinih otrok. In konec koncev tudi družbe, države, okolja, sorodnikov in tako dalje. Najin zakon je nekaj, kar je naloga in kar pravzaprav seva v okolje. Glavna zadeva pri celi stvari je pa ljubezen. Kaj pa je ljubezen, pa si preberite v Svetem pismu. Dobro. V poglavju pisma apostolna Pavla Korinčanom, ko definira, kaj to je ljubezen. Ljubezen je nekaj, za kar si prizadevam, ne nekaj, kar mi prileti. Dobro, hvala lepa za vaše mnenje in komentar. Pa jaz bi izhajala pri naslednjem argumentu ravno iz teh gospodovih komentarjev o obljubah. Jaz mislim, da so te obljube previsoko leteče pri poroki, ko se velikokrat izkaže, ko si tam obljubijo vse, pa si bomo zvesti, pa si bomo pomagali, pa v dobrem in slabem, potem pa se velikokrat izkaže, da v zakonu si marsikateri zakonci v dobrem in slabem ne stojijo ves čas ob sebi. In se mi zdi bolje, da zaključim misel, da si na koruzi in si dejansko v dobrem in slabem pomagaš in si dejansko zvest in spoštuješ neka načela, ampak si ni treba, da to obljubiš, to pač v bistvu se držiš tega in to zasleduješ, zato ker to čutiš. Ne rabiš to obljubljati pred 100 svati. Zadnje 3 tedne si mi obljubljala kavo, pa je niti enkrat nisem zjutraj dobil. Tako da obljube človek zelo hitro požene. Ampak jaz pa vem, sem vedel, da boš s tem argumentirala in sem izbrskal, kaj bi bila idealna rešitev. In idealna rešitev so Američani že par 10 let nazaj pogruntali in temu se reče predporočna pogodba. Američani lepo rečejo put your money where your mouth is. In potem dajo še večjo težo na ta, kot je Božidar rekel, obred, za katerega sta odgovorna oba, pa morda še kdo zraven. Ampak vidiš ti moško logiko, ne? Ti govoriš o predporočni pogodbi in o denarju, razdelitvi premoženja, jaz ti pa govorim o dobrem in slabem, ko nekdo zboli, ko si pomagamo. Ne, ti govoriš o obljubah, ki pa vemo, kako težko jih je držati. Fabijan dodala mogoče kakšen komentar na te obljube in za obljube. Ja, tudi to je lahko v predporočni pogodbi, kaj zdaj dobro, kaj slabo, da to opredelimo. Ne, hecam se. Ja, mislim, da je gospod zelo lepo povedal. Važno je tisto, kaj se dogaja vsak dan. Zdaj obljube so lahko takšne in drugačne, če realnost veliko stran od tega, potem imamo problem. Pred rezultati pa samo še, se veš, kaj ti ne bom dal potem možnosti, da argumentiraš. Ena raziskava kaže, da poročeni pari imajo manj nasilja in pa manj odvisnosti od alkohola in drog.
se dogaja pri poročenih parih kot pri koruzništvu. Ampak samo za razmisliti, poglejmo rezultate. Zanimivo. Kakšne raziskave ti vlečeš iz petnih? Se veš, kako je z raziskavami, za vsak argument najdeš. Kakšno še vedno poroka smo ali blizu. koruzništvo 56, ja, za 1% proti 44. Gremo na hitro pauzo, pa smo kmalu nazaj. Dobro. Ja, preden nadaljujemo z našo debato poroka ali koruzništvo, vas še vedno vabimo k sodelovanju. Pošljite SMS na 041 300 007 z besedo Mars, če ste bolj na strani poroke, ali Venera, če ste bolj na strani koruzništva, da poroka ni potrebna. Glasovanje je brezplačno, tako da vabljeni, da pošljete SMS, da vidimo tudi, kje je vaše mnenje. Zdaj pa mislim, da je čas, da ti podam en nov argument, iztočnico za te tvoje znanstvene raziskave. Ne? Meni se zdi, da se veliko parov poroči iz napačnih razlogov. Tudi ti si verjetno med njimi delno, no, ne bom te zdaj obtožila do konca, ne? Ampak zato, ker si rekel, to je bila pa najboljša zabava. Ne? Se pravi, ti si se poročil zato, da si imel dobro zabavo. Med oglasi sem rekel, da je bil to najboljši dan v mojem življenju še danes. Ne? Aha, vidim, da v zakonu zihar imaš zadnjo besedo ti, ker skozi skačeš v besedo. In veliko ljudi se poroči tudi zaradi poročnih daril in poročnega potovanja. Ne? Se pravi, čisto iz napačnih razlogov. Po mojem mnenju. Ja. Kaj zdaj pričakuješ? Ja, kaj, je res ali ni res? Da bi se poročil zaradi darila pa zaradi denarja. Poročnega potovanja. Poročnega potovanja. Ja, se strinjam, da poročnega potovanja ne moreš imeti, če nisi poročen, kar je tako logično sklepanje drugi razred osnovne šole. Ampak Špela, ti nisi bila nikoli na poročnem potovanju. Sem bila pa zato na običajnih potovanjih. A te kdaj skrbi, da morda nikoli ne boš na poročnem potovanju? Ne, imam še nekaj let pred sabo. Ker potem nikoli ne boš vedela, kaj se zgodi na poročnem potovanju. Zdaj si mi dal misliti, ja. Ne, poroka je, mislim, midva sva oba zajdo fantastično uživala na poroki in mislim, da je bilo vse tako zelo spontano in vsi smo uživali. Bila je res dobra žurka, ampak nisva naredila poroke zaradi žurke, ampak je pa en uržak, bi človek rekel, ne, da dobiš vse prijatelje na kup, pa da se malo poveseliš. Ja, je pa, verjamem pa, da je porok tudi iz več razlogov obstajajo. Da so kdaj napačne, ali bi lahko se strinjali s tem, da se marsikdo poroči tudi iz napačnih razlogov? Ja, tudi seveda. Zdaj včasih je bila poroka norma. Ljudje niso razmišljali, pač normalno je, nekaj časa smo skupaj, pol se poročimo in imamo otroke. Nek tak potek je bil običajen. Zdaj v današnjem času je pa že malo tega čist prepuščeno vsakemu posamezniku, zakaj se poroči. Se pravi, kje jaz vidim smisel? A je zdaj to ena, poglobitev najine zveze, ali je to lahko, dajmo imeti en lep dan, pa dajmo se družiti, pa proslaviti najino ljubezen, kar je tudi okej. Se pravi, bolje je prepuščeno vsakmu, da najde nek smisel, najde odgovori si na vprašanje, zakaj se poroči. Je pa res, Špela, da je poroka velikokrat se zgodi zaradi otrok. Se pravi, kar je napačen razlog, ko pričakuješ. Ja, to je samo zato, da je lažje, da se isto pišemo, ne? To ni namen poroke. Ampak je tudi zelo udobno, ne? Recimo, če si poročen, ti ni treba iti prej na upravno enoto, pa da podpiše oče, da je on oče otroka, ampak dejansko vse dobiš tam na licu mesta, v porodnišnici, nikamor ni treba hoditi in nikjer ni treba dokazovati očetovstva. Še vedno manj dela, kot pa s pripravo celotne poroke, verjetno ne. Ampak je pa en tak posebne vrste užitek, veš, ko pripravljaš vse skupaj. To pa verjamem. Hitro še en telefonski klic, ja. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Povejte. Simona pri aparatu. Jaz bi pa samo nekaj rada omenila. Vse v redu, poroke, ja, ni problem. Ampak, gledajte, če dva sta skupaj, se pa nista, ima pa tisti kos papirja, tu nič ne pomaga. Ker poznamo ogromno takih, ko so poročeni, pa je samo lahko rečeš Jezus Kristus vse skupaj, pa je nikakvo razumevanje, ali pa ko sta dva, pa so koruzniki, pa so že celo življenje koruzniki, pa živijo krasno življenje, pa jim čisto nič ne manjka. Ja, to sem tudi sama zagovarjala, da se ljudje, ki živijo na koruzi, malo bolj potrudijo, ne? Ja, ker nekatere raziskave, pa dobro, da si omenila, da se ti bolj trudijo tistim, ki živijo na koruzi, morda se bolj trudijo, ampak ne s pravim partnerjem, ker raziskave kažejo, da tisti, ki so na koruzi,
imajo malo bolj pogosto kakšne afere oziroma bolj pogosto To pa ne bi verjela. skočijo čez Skok plot, čez če temu plot je še lahko vedno bolj v domeni koruzništva in poročenih. s tem so povezane tudi kakšne prenosljive bolezni, ki jih imajo več pari, ki so neporočeni. Spet citiram raziskavo. ti in tvoje raziskave. Bom se enkrat malo bolj poglobila, odkje to vlečeš. A gremo na oglase? Poglejmo še raziskave. Ne raziskave. Či si mi zmedo s temi raziskavami, rezultate. Vem, 57, vsakič, ko pogledamo, smo za kakšen Še nekaj časa, 041 300 007 z besedo Venera, če se strinjate za koruzništvo. Ali pa Mars, če ste za poroke. Sem hotela kar spustiti. Mislim, da je kar dobra debata danes med Venero in Marsom o tem, ali smo bolj za poroke ali bolj za koruzništvo. Špela še ena raziskava univerze, za katero ni nihče še nikoli slišal, ugotavlja, da imajo poročeni ljudje v telesu nižjo raven stresnega hormona kortizola, kar je ravno obratno, kar bi pričakoval. Očitno jih trdno razmerje varuje pred psihološkim stresom. Pa, da slišimo, kaj naša strokovna gostja pravi. No, ampak jaz bom sicer zelo vesela, ko boš podal tudi kakšen argument, ki prihaja iz tebe, ne? Iz tebega poročenega, ne samo, bom rekla, raziskave, ki jih vlečeš na plano, ampak če bi ti mene poznala, bi že vedela, da jaz res nisem pod stresom. Si vse povedal. Ja, rezultati tele raziskave omenjene se mi zdijo kar smiselni, ne? Ker bližina, stik, povezanost pomirja in znižuje stresni hormon. Še nekaj se mi zdi mogoče tudi pomembno poudariti, v večini raziskav tudi kaže nek odstotek malo višji, srečnejših, bolj zadovoljnih, med tistimi, ki so poročeni. Se mi zdi, da gre tudi zato, ker tisti, ki niso poročeni, bolj verjetno imajo osebnostno strukturo tudi na ta način, da jih je mogoče malo strah bližine in se izogibajo odnosov, se pravi tisti, ki zmorejo neke poglobljene odnose, tako na partnerskem področju, jih zmorejo tudi na drugih, tudi prijateljskem in tako naprej, imajo dobre družinske vezi in so tudi nasplošno verjetno bolj zadovoljni. No, jaz pa sicer še vedno zagovarjam, da se pari na koruzi bolj trudijo, ker pač ni nič samo po sebi umevno in več vložijo v odnos kot pa poročeni pari. Se mi zdi, da je več tistega vsakodnevnega truda. Špela, veš, kako prepoznaš poročen par? Ko oba starša kričita na iste otroke. In tvoj črni humor. Imava čas še za en telefonski klic? Ja, imava še za... Hitro, da slišiva še eno vaše mnenje. Dobro jutro. Ja, dobro jutro, sedaj pri telefonu. Dobro jutro, povejte. Ja, jaz sem poročena, srečno poročena in zagovarjam poroko. Tudi glede tega, ko sem poslušala v oddaji, neke visoko leteče obljube sem slišala z voditeljčine strani. Ja, v bistvu ne vem, zakaj bi poročeni dajali visoko leteče obljube in jih ne izvršali, medtem ko koruzniki pa se ful trudijo za to. Zgolj zgodbe starina. Nekako ta povezava mi ni šla skupaj. Ja, poročeni so ti obljubljali nekaj, kar ti niso potem... Ne, se opravičujem, ko sem prekinila. Ne, ni problema, ja, ampak nekako se mi zdi, tukaj ni ta povezava, da zdaj pa tisti, ki so pa na koruzi, pa itak se pa ful bolj trudijo za to. Tako da, če si pač toliko siguren na svojo zvezo, da se trudaš, pa če imaš človeka rad, se boš v vsakem primeru trudil, ali si zdaj na koruzi ali ne. Sicer sem pa zelo za poroko. Tudi glede priprav, pa glede denarja, ko smo omenjali, se mi zdi, da poroko imaš lahko zelo skromno, ni treba, da se kažeš, ni treba, da imaš priprave, sicer ženski del vedno to z veseljem upravlja, no, vsaj po mojem mnenju. Potem sem pa še hotela reči, da mogoče je zelo veliko razslišan tudi v družbi, da se bojijo poroke oziroma si ne želijo poroke, ampak otroke bi pa nekateri zelo hitro radi se ustvarjali in tako. Kar je veliko večja zaveza kot poroka. Tako, in se mi zdi, da otroke dajo nekateri bi takoj po letu ali še prej, poročiti se pa ne upajo. Hvala za vaše mnenje, se upravičujem, ker vas prekinjam, ampak naš čas malo priganja. Dajmo na hitro še pogledati Deva rezultate. Ja, mislim, da tokrat... Mislim, da tale klic je bil super istočnica za konec naše debate. 68%, torej za poroko, 32% proti. A lahko za konec še eno šalo na račun poroke? Ampak samo, če bo dobra.
Dobrih šal pa žal danes nijo. Ne gre mala punčka z mamico na poroko, pa vpraša, zakaj pa ne veste v belem? Pa prav mamica, ker je to znak ljubezni, miru, spoštovanja, sreče, prav mala punčka. Zakaj pa ženi v črnem? Do naslednjič. Alja, hvala lepa za obisk v studiu. David, po najnih teh 4 četrtkih je 2-2, ne? Tako da naslednji četrtek bo šele pestra bitka, ne? Ker se bo šlo potem, kdo bo prevzel vodstvo. Se vidimo kmalu, ustanitev naše družbe vse do 11.